močne besede, tako da v tem zdaj ne bi nič več dodal, ker je bilo res za mene zelo močno. Bi se pa nekaj navezal na predavanje prvo uro in bi nekaj povedal, kako to v Indiji gledajo. Tradicionalna indijska medicina Ajurveda pravi, da je telo izraz zakonov narave, ki jih izraža inteligenca zelišč in začimb. V telesu poteka določeno zaporedje biokemičnih procesov in ko so ti moteni, se pojavi bolezen. To zaporedje izraža DNK, ki ima določeno zaporedje nukleotidov. Rastline imajo mikroRNA, ki določajo, kako se bo izražal naš genom. Gensko spremenjena hrana pa nima tega pravilnega zaporedja in nosi popačene informacije ter popačeno genetiko. Zelišča telesu pomagajo vzpostaviti homeostazo v telesu in pravilen potek celičnih procesov. Študije so dokazale, da se DNK gensko spremenjene hrane absorbira iz črevesja v kri, kajti to DNK telo ne more razgraditi, tako kot DNK naravne hrane. Zaradi tega kosi DNK genetsko spremenjenih organizmov vstopajo v kri. Te raziskave so dokazale laži Monsanta, ki je trdil, da se ta gensko spremenjena DNK razgradi v črevesju. Julija 2017 je Ameriška agencija za varstvo okolja dovolila interferenčno RNA tehnologijo pri proizvodnji GSO koruze, ki lahko deaktivira na stotine genov v človeški DNK in povzroči opustošenje v biosferi. GSO hrana ima mikroRNA, ki so oblikovane za deaktivacijo genov, kar reprogramira delovanje DNK v mikrobih v črevesju, v človeških celicah in mitohondrijih. MikroRNA imajo od 7 do 20 nukleotidov in so zelo odporne, se ne razgradijo v črevesju. Blokirajo lahko vitalne biokemične procese v celici. Čebelam so dali en sam obrok z mikroRNA in več kot 1400 genov. Čebele je spremenilo aktivnost. To je kar 10% celotnega genoma čebele. Sledil pa je še sekundarni učinek, ker določeni geni niso delovali, je nastala verižna reakcija in spremenilo se je delovanje vseh ostalih genov. To je epigenetski učinek, ki ga ima hrana, ki vsebuje mikroRNA. GSO hrana pa vsebuje nenaravne genetske kombinacije in nevarne mikroRNA vijačnice, ki spremenijo tudi delovanje mikrobov v črevesju. Določena naravna hrana pa pomaga popraviti delovanje naših genov. To bi dodal k prvi uri predavanja in upam, da se zavedamo, kaj je to pomenilo, kar nam je Meta Vrhunc povedala in da se bo kdo odločil, da se tudi pridruži lokalno društvu Ajda. Jaz sem se vpisal že pred 15-20 leti, sem bil nekaj časa član, potem pa enostavno časovno ni več zneslo. Jaz po tem principu delujem, kar lahko, ker po tem principu je delovati
zelo, zelo težko, ker je časovno vezano od ure do ure, kdaj se kakšna stvar dela, potem je pa slabo vreme, pa spet en teden, 10 dni ni takega dneva, tako da ni to tako enostavno. Tako da vse, kar lahko ujamem, ostalo pač prilagodim glede na luno. Upoštevam to, kar so naši starejši ljudje upoštevali, ne. Zdaj bi pa še nekaj, samo še 2-3 minute, no. Ker je že Ervin prej omenil Kreka Beović, Poklukarja in ostale naše veleumne mojstre zdravstva, bi jih pa tudi mogoče vprašal, če bojo kdaj komentirali najnovejšo dansko raziskavo, ki so jo izvedli glede na zdaj bom jaz nekaj povedal, kar ne zagovarjam, pa bom razložil. Ker so naredili raziskavo glede na obolelost delta variante in sedaj omikrona. In so prišli do zanimivih zaključkov, ne. Pri necepljenih se omikron širi proti delti z faktorjem 1,17. To se pravi, če je za delto zbolel recimo od 1000 ljudi, 100 ljudi, jih bo za omikronom zbolelo 117. Pri necepljenih. Pri cepljenih, polnocepljenih z 2 dozami, je ta faktor 2,61. To pomeni, od 100 se poviša na 261 jih zboli. Z booster, 3. doza, od 4. sploh ni govora, še tukaj kaj šele 5., 6. in tako naprej, je faktor 3,66. To pomeni iz 100 na 366. Potem pa jaz slišim, ko se z avto peljem, nekje v Prekmurju nimajo več Ljubljani pametne osebe, da bi upala še kaj pametnega povedati, oziroma se tako lagati, kot se oni lažejo, po medijih, pove, v bolnici zaseda 80% postelj necepljeni. Prosim, če lahko na Dansko pokličejo, pa naj se malo z njihovimi znanstveniki pogovorijo, zakaj so se oni tako zlagali v teh študijah. Ok, s tem jaz zaključujem.